rastlina, ki ima tipičen grm. Tudi zanjo velja, da je koreninski sistem lahko zelo star. Naprimer, to je rastlina, ki je bila posajena leta 86, se pravi, ima izredno star koreninski sistem, nadzemni del pa je zelo mlad. Imamo okrog 30 starejših poganjkov, ampak če pogledamo v grm, redko katera rodna veja je starejša od 3 let. V letih gojenja aronije smo ugotovili, da imamo najboljši, največji pridelek na poganjkih, ki so stari od 2 do 3 leta. Zato smo se odločili, da 4 leta in 4-letne veje redno odstranjujemo. Pristopimo takole, ker je ta grm izredno gost, pregost za normalno rast, bom najprej odstranila vse stare veje. Vedno odstranim najprej veje, ki so v notranjosti grma. Tudi pri aroniji vedno režem poganjke do tal. S tem, ko poganjke odrežem do tal, jih vzpodbudim k izraščanju novih. Čeprav lahko opazimo tukaj, da je rast mladih poganjkov pretirana. Odrezala sem zdaj kar nekaj stranskih vej. Pri rezi vedno odstranim tudi poganjke, ki so poškodovani. Recimo ta poganjek je bil verjetno poškodovan z koso nitkarico, ki nikakor ni zaželjena v jagoditju. Prav zaradi teh poškodb tudi na mladem poganjku tukaj vidimo, je v bistvu poškodovan zaradi kose nitkarice. Število poganjkov je zdaj, starejših poganjkov, je nekako primerno za to moč grma, kajti gledati moramo tudi na količino pridelka. Pridelek je pri aroniji običajno nizek, zato moramo paziti, da je vsaj optimalno izkoriščeno to, kar imamo. Opazimo pa lahko tukaj, da je preveč mladih poganjkov. Pri tem grmu je bila narejena naprimer ena, bi rekla, osnovna napaka, ki jo izvajamo pri rezi, da so bili poganjki lansko leto poganjki porezani previsoko. In če tukaj pogledamo, je bil poganjek porezan na približno 1 do 2 cm in iz tega slabo odrezanega poganjka se je razvilo kar 5 poganjkov. Se pravi, in ti poganjki mi gostijo grm. Pri rezi je želja vsakega jagodičarja, da ima čim več zelo močnih enoletnih poganjkov, ki izraščajo iz zemlje, ne iz teh štrcljev. Zato je ta rez do tal izredno pomembna. Odrežem čisto do tal, s tem se vsaj izognem potencialno tej gostoti poganjkov, ki je nezaželena. Odrežem tudi vse poganjke, ki so recimo izraščajo polegajoče, niso navpični. Primeren je tale poganjek, vsi ostali pa je potrebno jih odstraniti. Glede na to, da je število poganjkov veliko, je tudi dela kar veliko. Od vseh teh poganjkov jih bo ostalo namreč samo približno 5 in še to samo močnejši. Vse ostalo odrežem. Tudi pri aroniji obrezi poganjkov ne prikrajšujem, ne izvajam krajšanja poganjkov, ampak pustim rastlino tako, kakršna je. Vedeti pa moramo tudi to, da imamo recimo pri sorti Viking
bolj povesavo rast, ki se včasih prav zahteva odvajanje na kakšen močnejši poganek, ali pa imamo sorto Nero, ki je izredno pokončna. Ampak tudi pri Vikingu prihaja do povešanja pogankov in s tem odvajanja na stranski poganek zelo poredko. To je v bistvu dokončno obrezan grm, notranjost je preredčena, enoletni poganki perspektivni so ostali, šibkejše sem odstranila. Tak grm, ki je star zdaj 32 let, naj bi imel vsaj 3 do 4 kilograme pridelka. Plodov bo veliko, ampak ker so izredno lahki, je končna masa pridelka majhna. Rast je optimalna, tako da bo tudi zdravstveno stanje in kakovost pridelka dobra.